Sprehodili smo se po domu novih ljubljanskih tigrov. Obiskali prizadevne člane Društva za zaščito konj. Rottweiler je lahko tudi čudovit družinski pes. Pozdravljeni. Današnjo oddajo o živalih in ljudeh pričenjamo v ljubljanskem živalskem vrtu. Z Ireno, biologinjo živalskega vrta, sva v ogradi, kjer bo kmalu se sprehajala dva prebivalca, nova prebivalca vašega živalskega vrta. Kdo? To sta Vito in Vita, sibirska tigra, kateri so izredno ogroženi v naravnem okolju, jih je samo še tam nekje okoli 500. Ona je prišla iz živalskega vrta Magdeburg in bo konec septembra stara 2 leti. On je bil pa aprila 1 leto in je prišel iz Madžarske, Šošta. Kako sta se navadila do zdaj? Še vedno se navajata. Navajate se na notranje prostore, navajate se na naš režim, na slovenščino, na prehajanje preko loput in se še nista navadila, da bi vsakič, ko mi želimo, prešla iz enega prostora v drugega in ko boste to obvladala, jih bomo šele spustili v zunanji prostor. Zato smo mi danes tukaj namesto tigrov in naši obiskovalci jo lahko opazujejo skozi steklo, samca skozi steklo. To sta še zelo mladi živali. Kakšni pa boste, ko boste zrasli? Kakšne so značilnosti sibirskih tigrov? Kako velike divje mačke so to? Samica je že odrasle velikosti, nekje je prečna višina 90 do 1 meter, lahko tehta do 400 kilogramov. No, samec je pa še mlad, ima ogromne šape in po šapah se vidi, da bo še zrastel in tudi njegov oče je izredno velik, tam v živalskem vrtu na Madžarskem. Zelo velike in ogrožene živali so. Koliko jih je pravzaprav v naravi? No, tudi živalski vrt Ljubljana se je vključil v okviru Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev v zaščito in ta dva tigra sta prvič ambasadorja tistih v naravi, na osnovi katerih mi učimo o tigrih, o njihovi ogroženosti naše obiskovalce. In druga stvar, da upamo, da bomo imeli mladiče in s tem bomo povečali tudi potem fond teh živali v živalskih vrtovih, če bi bilo kdaj potrebno jih spuščati v naravo. Drugače pa potekajo v naravnem okolju številni programi prav za sibirskega tigra in je v zadnjih letih njihova številčnost narasla, kar pa žal ne velja za ostale podvrste. Zdaj sva v notranjosti ograde. Ograda je kako velika in kako prilagojena njunemu gibanju? Ograda je dvojna, obsega nekaj čez 4000 kvadratnih metrov. Ograja je 5 metrov visoka z skoraj metrskim previsom na vrhu, dvakrat varovana, prvi za mrežo, drugi z električnim pastirjem in ta pastir je predvsem zaradi obiskovalcev, če bi se oni preveč približali zunanji ograji, da tigra ne prijeta z notranje strani do te ograje. Ko bo imela samica mladiče, je treba samca ločiti in to omogoča in vsak del ima svoje mokrišče, tako da nekaj časa bosta živela skupaj, takrat, ko bojo mladiči, bomo pa ločili. Kako bosta, ko bosta hodila po tej ogradi, preživljala dneve, kako jim boste popestrili dneve? Ja, tako kot mačke znajo. 20 ur na dan ležijo, spijo, si negujejo kožuh, nekje 4 ure so dejavne. Mi pa želimo, da ležijo tam, kjer jih obiskovalci dobro vidijo. Tako da jih bomo mi opazovali, kje so ti prostori in potem jim bomo tu naredili kakšne vzvišene ploščadi, da bosta tam rada, pa mogoče tudi kakšna talna gretja, ki jih potem posebej v zimskem času privabijo.
Rekli ste, računate na mlade tigre ob idealnih pogojih in ob tem, da se bosta zelo dobro ujela. Bi to se kdaj lahko zgodilo? Mogoče drugo leto, ampak vsekakor poleti vzhoda. Prosto živeče živali pogosto potrebujejo pomoč in oskrbo. Tokrat smo na Muti obiskali še posebej skrivnostne bolnike. V lanskem letu je bilo rekordno leto sov, imeli smo jih preko 60, številne mladiče. Bilo je tudi izredno velika populacija glodavcev, s katerimi se hranijo, tako da je bilo to uravnoteženo. V letošnjem letu smo dobili v oskrbo nedohranjene mladiče, sove, ki se zaletijo v gibajoče predmete, naprimer avtomobile med letom, ki jih ne zaznajo, ali v steklene površine, stene. Pri tem si poškodujejo glavo, oči, peruti, zlom nog, perutnic zaradi trka gibajoče predmete ali steklene stene, ki jih ne zaznajo. Konkretno, katere vrste sov imate tukaj? Tukaj imamo pegasto sovo, lesne sove in pa male uharice. Sove so živali, ki so aktivne po noči, zaradi tega so ljudem manj dostopne. Seveda skozi izobraževanje mediji so tako razviti, da poteka zelo dobro. Prikazovanje biologije teh vrst so izredno dragocene. Zelo pomembno je, da ljudje ne sekajo dreves v letnem času, sploh pa ne v času gnezdenja. Imeli smo eno leto, ko smo jih 30 dobili iz drevesnih debel posekanih dreves. Zelo pomembno je, da se držimo, da smo konzervativni, da se starih načel držimo, da sekamo drevesa v hladnem obdobju, ko ni vegetacije, v času razmnoževanja pa jih pustimo pri miru. Živali v ujetništvu se bolje počutijo, če imajo družbo. Zaradi tega smo v voljeru naselili kotorne, to je avtohtona vrsta kure iz Slovenije. Delajo ji družbo in njeno počutje je seveda boljše. Z samoto, z namennostjo samim sebi postane lahko žival tudi nesrečna, z nenormalnim obnašanjem. Sobivanje z drugimi vrstami, ki so kompatibilne, pa seveda to preprečuje. Pri nas imamo minimalni stik z živalmi. Naš edini cilj in glavni namen je živali vrniti nazaj v naravo, čim je to možno. In to na področju, kjer je žival živela. To je najpomembnejše. Stik je minimalen zaradi tega, da ne dobijo biološkega vtisa na človeka. Pri mladičih je to večja možnost, da se oblikuje biološki vtis na oskrbnika, pa omogočamo, to preprečujemo na ta način, da damo veliko živali skupaj. V kletke damo, v te bokse damo ogledala, da vidijo svojo podobo in podobo drugih, in pa minimalni stik. In pa hitro osamosvojitev med starše, med odrasle osebke, tako da ostanejo čim bolj svojske in divje. Ekipa oddaje o živalih in ljudeh se je vsake toliko oglasi v Orovi vasi. Smo v rehabilitacijskem centru za konje, ob meni pa je gospa Natalija, gonilna sila tukajšnjega dela. Odkar smo bili nazadnje pri vas, se je kar veliko spremenilo. Kako ste se razširili, kaj vse se je dogajalo?
Ja, moram reči, da smo res veliko naredili. Zastavili smo si že letos na občnem zboru kar, moram reči, malo močen plan, kaj bomo naredili. Nam je že nekje v 80% to uspelo. Postavili smo 17 novih boksov, naredili smo večjo manežo, popravili cesto, pa okolico, naredili otroško igrišče za naše najmlajše obiskovalce, pa še marsikaj drugega tudi. Moram reči, da sem zelo zadovoljna, da se moram tule predvsem zahvaliti našim prostovoljcem, ki res prihajajo dnevno, pa za vikende, vse tisti svoje proste čase podarijo društvu in tem konjem, samo zato, da bi bil ta center enkrat urejen, pa da bi bili ti konji res imeli nastanitev tako, kot je treba in bi bilo za njih poskrbljeno tudi, ko se za konje spodobi. V prvi vrsti poskrbimo za konje, ko so odzeti strani inšpekcije. Potem v drugi vrsti so to konji, ki jih nekako uspemo odzeti sami, se pravi, da dokažemo lastniku, da ni zmožen oziroma da nima znanja in da ne more skrbeti za konja. Potem je pa tu še tudi nekaj konj, ki so nastanjeni zaradi tega, ker so ljudje prišli pač v socialne stiske, tudi nekaj konje od raznih društev, to so konji, ki so nekje odslužili svoje in se pač niso vedeli kam z njimi in so jih nam podarili. To je Ludvik. Njegova zgodba je, da je bil najprej učen za kaskaderja, potem se mu je nekaj na nogi zgodil in so ga dali stran. Potem je ena punca, ki je bila zelo navezana na njega, ga je rešila in je bil pri njemu, je bil dobro rejen. Pa se je lastnik dobil neko bolezen, hčerka pa je dobila 2 otroka in noben ni mogel skrbeti za njega in zato so ga zdaj dali sem. Ta konj je nekaj posebnega tudi zaradi starosti. Ja, star je 28 let, ampak je zelo v dobri moči. Kako pa vidva preživljata dneve skupaj, kaj vse počneta skupaj? Ja, počnemo skupaj, jaz ga peljem takle na pašnik, ga krtačim, vdevam sladkorčke, pa tako. Skupaj preživljamo skoraj vsak dan. Videti je, da se je zelo navezal nate. Ja, res je. Ludvik. Kaj pa tebi pomeni druženje s konjem? Meni druženje s konjem pomeni vse na svetu, res. Vse bi dala, da bi bila vsak dan z njim. Ko pridem sem, se lahko sprostim, se družim s konjem. Tako, fajn se počutim, ko grem tam, da eno pomagam. Kdo je ob vas? To je en fant. Prišel je nekaj časa nazaj. Vem, že ta prvič, ko sem ga videla, mi je bil ful všeč. Nekako, ne vem, tak poseben se mi je zdel, no. Pa takoj, ko je prišel, ko sem prišla do njega, je prišel do mene, pa smo se navezala. Ja, nekako. Kaj vse vključuje zdaj vaša skrb zanj? Krtačenje, kidanje. Enkrat sem ga tudi zajahala, da ga peljem na pašnik, malo sprehajati, da se družim z njim, pa da mu ni dolg čas, da se še bolj navežemo. No. Jaz sem delala tudi preko Društva za pomoč konjem Ljubljana že prej. Ja vem, da je šlo čez moje roke nekaj čez 100 konjev. Zdaj v Društvu za zaščito konj je pa tudi, glih sem štela, glih zadnjič nekaj čez 40 konj. Svoje delo boste v začetku oktobra predstavili tudi širši javnosti. Kaj se bo dogajalo in kdaj? Ja, mi v začetku oktobra, to je 5. pa 6. oktobra, bom rekla tak nekje v spomin na Svetovni dan živali, imamo vsako leto dan odprtih vrat. To je malo bolj intenzivna predstavitev našega dela, naših konjev. Letos bomo pri nas tudi imeli, ob dnevu odprtih vrat, bomo odprli tudi Park zvezd. To bo prvi park tak. Bo pa to izgledalo podobno, kot v Los Angelesu, ko si tiste zvezde imajo svoje zvezde. Pri nas bojo pa zvezde svoje roke vtiskale v naše zvezde.
kaj ta trenutek društvo najbolj potrebuje oziroma vaši konji? Zdaj pri nas je tak, ne? Mi smo zadovoljni in z materialno in z finančno donacijo. Ker tak ali tak dobimo denar, moramo kupiti, če pa dobimo materijalo, smo pa tudi zelo zadovoljni. Zdaj trenutno, v tem trenutku še najbolj potrebujemo barvo za barvanje ograje, potem potrebujemo neke lesaše, izolacije, to stiropor, tervol, take podobne stvari, pesek, potem ni da ni, no. Rottweiler je velik in močan pes. Predvsem so to obrambni psi, kot take so jih tudi vzrejali. Uporabljajo jih kot policijske pse. Ob nepravi vzgoji kmalu prekorači meje dovoljenega. Prav značaj te pasme pa je pogosto narobe razumljen. S primerno socializacijo in učenjem postane lastniku in družini predan pes. Obiskali smo vas, da predstavimo vašega novega družinskega člana. Kdo je to? To je naš Ron. Kakšne pasme je in zakaj ste izbrali prav njega? V bistvu pasme je Rottweiler. Izbrala sem ga zato, ker sem imela že v svoji mladosti Rottweilera in ne znam si predstavljati bilo katero drugo pasmo, kaj ti zna res, bom rekla, tako prisluhniti človeku, da tisto toplino. Primeren je tudi za otroke, čeprav vemo, da se bere nasprotno. In zaradi tega smo si izbrali njega, ker tudi otroci imajo radi Rottweilera, bom tako rekla. Rottweilera kot nežno dušico. Vaš opis nežna dušica se ne sklada s splošnim opisom te pasme. Je morda potrebno s to pasmo delati nekoliko drugače, ravnati drugače, zato da ne pride v ospredje tista njihova agresivnejša stran? Ja, to bi rekla skoraj zagotovo je treba delati. Tako za vsako drugo pasmo je tudi za to pasmo treba delati. Rottweilerji so res, bom rekla, tudi podvrženi tem nekim agresivnostim, ampak poglejte, kolikor ti z mladičem, isto kot z otrokom, ravnaš človeško, mu daješ ljubezen, se ukvarja z njim, si dosleden, ne vidim razloga, da bi lahko bil ta pes agresiven. Kaj beremo v časopisih, medijih in tako naprej glede te pasme, bi mogoče poudarila, da naj ljudje se tudi vprašajo, kaj v bistvu se je pa dogajalo z tem psom. A je bil zaprt v boks, a je mogoče bil na kakšnem povodcu kratkem, bil pretepen, zmeraj ta agresiva. In ravno v tem je potem ta zadeva, da pač žal ga potem tako smatrajo. Koliko je vaš Ron zdaj star, kaj ga še čaka, kar se tiče šolanja in kako pomembno je, da to pasmo ali psa nasploh šolamo? Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Prvo kot prvo, ja, Ron naš je star 4 mesece in šolanje se je pričelo od tistega dneva, ko je prišel k nam domov. Igro izvajamo oziroma šolanje izvajamo skozi igro, tako da ko se igramo, je sedi, ne smem, prostor, fuj, te splošne besede, kaj so. Neka mala šola za socializacijo se odvija od 3 do 9 mesecev, potekajo ta šolanja in tudi to ga čaka. Mislim, da bomo še v tem ljubem septembru nekako izvedli to šolanje, ampak načeloma pa potem v drugem letu spomladi. Mati in oče izvajata zelo dobro to šolanje, kaj se tiče 1., 2. in 3. izpit, kar pomeni poslušnost, sled in seveda obrambo, kar je pri Rottweilerjih kar problem, glede na to, kakšna agresivna pasma bi naj bili, bom rekla v narekovajih.
ampak da se in želim si tudi jaz osvojiti kakšen tak izpit z njim, ker je zelo umirjena pasma, oziroma naš kuža, bom rekla, je zelo umirjen in da se ga učiti. Kakšen odnos so razvili vaš Rottweiler in vaši otroci? Zdaj je to pravi družinski pes. V bistvu ja, v bistvu imamo še enega otroka, tako bom rekla. Res skrbimo vsi za njega, to pomeni hranimo ga vsi, igramo se vsi in vsi skrbimo za njegovo dobro počutje, kakor tudi pač delamo z našimi otroki, a ne. Tako da ja, radi se ukvarjamo z njimi, igramo, ker nam da res veselje in vedno znova ima kakšno presenečenje, ali da se nasmeji človek, da malo pozabiš tudi skrbi. Tako kot otroci, no. So pa včasih majhne skrbi tudi, ne, ampak spada zraven. Zaščitniki prosto živečih živali v Rusiji skušajo zaščititi mladiče ogroženih rjavih medvedov v evropskem delu Rusije. Za osirotele medvedke nekaj mesecev skrbijo v zavetišču in jih nato izpustijo nazaj v naravo. Center, ki je nekaj kilometrov oddaljen od Moskve, deluje pod okriljem Mednarodnega sklada za zaščito živali. Mladiči, ki so iz takšnih ali drugačnih razlogov ostali brez matere, potrebujejo skrbo prve 4 mesece življenja. Nato skušajo stik z ljudmi čim bolj omejiti, da lahko razvijajo svoje naravne nagone. Naučijo se iskati hrano, zgraditi brlog in dremati v zimskem času. Ko medvedki zrastejo in se okrepijo, so pripravljeni na vrnitev v divjino. Veterinarji jih najprej uspavajo in pregledajo, če so dovolj zdravi in močni za vrnitev v naravo in za samostojno življenje. За месяц до выпуска мы медвежат помещаем на карантин. То есть перед выпуском медвежат обследуют в течение месяца на заболевания. Это важно, чтобы не внести в популяцию дикую болезнь, а также проверить самочувствие и состояние наших медвежат. То есть в лес должны выпускаться здоровые животные, которые не болеют, которые в хорошем физическом состоянии. Mladiče nato zaprejo v velike zabojnike in jih odpeljajo daleč stran od centra. Spustijo jih v gozd, kjer so jih našli. Tako skrbijo za številčnost prosto živečih medvedov, naseljujejo pa jih tudi tam, kjer je medvedov vse manj. И я думаю, что они сейчас вполне, в общем, готовы к зимовке. Вес у них хороший, 30-35 килограммов. Это для зимовки таких медвежат хороший вес. V Rusiji naj bi živelo okoli 120 tisoč rjavih medvedov. Uvrščeni so na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst. Vzroki za izumiranje vrste so krčenje gozdnih področij, vznemirjanje, lov in promet.